Dobro jutro in res lepo pozdravljeni na prvem poslovnem zajtrku v tem letu. Zajtrk, ki smo ga poimenovali Slovenija na vrtiljaku globalnih sprememb v gospodarstvu. Seveda, če bi prevajali iz angleškega jezika, je tam roller coaster, pa nismo želeli poimenovati tako, ker veste, kaj je prevod. V letošnjem letu na MČEM Slovenija poimenujemo leto kulture dialoga. In ko sem ravno v torek govorila s kolegi iz US Chambera iz Washingtona, so mi rekli, da je za njih ključen civil discourse, da je to tisto, o čemer bodo največ govorili. Torej, to poslušanje in slišanje drug drugega, kultura dialoga, ni nujna in potrebna le v naši državi, ampak je to povsod. In ravno zato sem izjemno vesela, da imamo danes odlične goste iz vseh področji, tako političnega, gospodarskega, kot tudi akademskega, dodajamo seveda še civilno sfero, kajti le, če se bomo znali med seboj pogovarjati, iskati kompromise, predvsem pa odločno postavljati vizijo, bo to tisto, za kar se zavzemamo. Danes hvala, ker ste z nami v živo. Vem, da bomo z vsemi previdnostmi in tudi hvala za vse, ki ste se še dodatno testirali. Seveda pa hvala tudi tistim, ki so z nami v virtualnem okolju, pa jih bomo pozdravili in si jih pogledali tudi tukaj na ekranih. Saj en pomah si želim od vas, zanima pa me seveda Vida, o čem ste se zdaj že pogovarjali. No, krasno in seveda tukaj simbolično tudi tale mikrofon, ki je na voljo ne samo za tiste v virtualnem okolju, ampak tudi za prav vse vas, če bo kdo želel, se opogumil in zastavil vprašanje, potem boste pač dobili tudi, verjamem, svoj odgovor. Ampak vem, da nekdo pa poguma ne potrebuje, kajti to je njegova dolžnost, da kot predsednik MČEM Slovenija pozdravi naše goste. Blaž Brodnjak, prosim. Dobro jutro, se ne vemo, je poguma, je norost, ne. Čas je treba biti malo nor. Torej, danes je stalnica, da smo priče seveda velikim nestanovitnostim, ne. Zaradi seveda omejene dostopnosti do ključnih hodnih elementov poslovne modele, pa ne govorimo samo o surovinah, govorimo seveda o energentih in predvsem talentih, to seveda vodi v nestanovitnost cen, ne. Imamo seveda prisotne velike pritiske, sprašujemo se, kako dolgo, ne, kako daleč lahko to gre. Po drugi strani je pa vsaka nestanovitnost vedno in znova izjemna priložnost. In še posebej, ko gre za globalne nabavne verige, se te zdaj dejansko v pomembnem obsegu vračajo v Srednjo Evropo. Iz pacifiškega vplivnega bazena se dejansko, predvsem ta industrijski bazen Južne Nemčije, Švice, Severne Italije, Avstrije, dejansko na veliko vrača vsaj z nekimi pomembnimi odstotki svoje proizvodnje nazaj v Evropo, da ima seveda dovabljivost teh dobrin po nekih vsaj na pol normalnih cenah. Ne. In na ta način seveda je zdaj pa pred nami, ne, in na nas, ali bomo to priložnost znali izkoristiti, ali bo šla mimo nas. Nekateri v okolici se zelo hitro premikajo, se premikajo složno, imajo zelo jasno predstavo o tem, kaj želijo, ne, in izvajajo ukrepe, ki to ustrezno naslavljajo. Mi smo v enem zelo specifičnem obdobju ponovno, ne, vedno imamo take drugačne predvolilne okoliščine, in tokrat bi seveda neodvisni umi, ki se združujemo v MČEM Slovenija, pozvali k odgovornosti, pozvali k sodelovanju, pozvali k veliki koaliciji nacionalnega interesa. Ko se premikajo globalne nabavne verige, je edini vsezveličavni nacionalni interes mednarodna konkurenčnost. In popolnoma jasno je, katere reforme potrebujemo. Ni jih potrebno ponavljati, ne? Pa jih bom vseeno. Potrebujemo seveda davčne spodbude, zato da bomo talente lahko vsem privabili. Potrebujemo reformo pokojninskega sistema za božjo voljo, da bomo sami lastniki svoje usode. Ne? Potrebujemo reformo zdravstvenega sistema. Zakaj že ne centraliziramo vseh teh bolnic in nabav? Zakaj doktorjev normalno ne plačamo? Zakaj mislimo, da mora biti javno poceni? Ne? Javno mora biti kakovostno, ne hkrati. Tako da dajmo ljudje za božjo voljo reči bobu bob, dajmo se povezati v nacionalno zavezništvo, ne pa partikularne interese in sprejmimo že enkrat te reforme.
AmCham je tu, da pomaga strokovno, AmCham je tu, da spodbuja kulturo dialoga, ne izključevanja, ker hkrati kot predsednik AmCham nastopam tudi kot predsednik Združenja bank, ugotavljam, da v Sloveniji ne razumemo, da je hrbtenica finančni sistem in ga izključujemo in mu preprečujemo poslovno sposobnost, omejujemo poslovno sposobnost, zdaj bi mu pa še radi pobrali pol milijarde kapitala. Ljudje, za božjo voljo tako ne bo šlo. Vključevati se moramo, povezovati, definirati skupni cilj in bomo zmagali. Na ključne položaje v naših podsistemih imenovati Luke Dončiće, ker sicer se ne uvrstimo na svetovno prvenstvo. Najlepša hvala. Vse najboljše. Spoštovani gospod minister, cenjeni gostje, dragi Tibor Spajaklič, veselim se in z velikim zanimanjem veseljem bomo prisluhnili razpravi zmagovalcev. Hvala lepa. Predsednik, najlepša hvala za spodbude, predvsem pa tudi za usmerjene, v katere teme bomo seveda odprli. In res mi je v veliko veselje in čast, da je z nami danes dr. Anže Logar, zunanji minister Republike Slovenije. Dobrodošli. Vem, da vas je težko ujeti doma, pa vendarle hvala, da se boste pridružili na odru. Izvolite, prosim. Minister, težko vas je ujeti doma. Koliko dni ste zdaj v zadnjem času prespali? Naj ne zveni kot neprijetno ali pa radovedno vprašanje. Bolj me zanima, ker ves, da ste veliko okoli. Odvisno, kaj štejete kot zadnje dni. Če štejemo zadnje dni december, ob izteku predsedovanja je bilo to približno 6 dni. Če pa štejemo januar, sem bil pa kar priden. Lepo. Neverjetno, ko govorimo o aktivni diplomaciji, verjetno, ko bomo naslednjič pogledali v Wikipediji, boste tam na slikci vi, kajti v svojem 18-mesečnem mandatu ste obiskali več kot 60 svetovnih prestolnic, imeli več kot 100 bilateral, pa verjetno od objave se je še kar nekaj nabralo. Kaj štejete kot aktivno diplomacijo? Verjetno to ni samo število obiskov. Zdaj bi rekel, da je aktivnost nekaj, ker mislim, da je samo po sebi umevno, če rad delaš poklic, ki ga delaš. Skratka, če ne vidiš razloga, da si aktiven v tem, kjer se udejstvuješ, potem si očitno v napačnem poklicu. In jaz mislim, da to aktivnost razume vsak tukaj, ki je direktor ali pa predstavnik nekega podjetja, uspešnega podjetja, ki vidi predvsem priložnosti, torej ne omejitve, ampak priložnosti. In zdaj, če vidiš priložnosti, je samo po sebi umevno, da boš aktiven. In je v bistvu aktivna diplomacija posledica tega, da ko sem prišel na ministrstvo, ugotovil, da je veliko teh zaostankov na bilateralni in multilateralni osnovi v odnosu do tujih partnerjev. Imel sem dobro ekipo, imam še zdaj dobro ekipo in smo lahko skupaj z ministrstvom v bistvu dejansko zagnali ta stroj, ki v sebi skriva veliko znanja, veliko energije in tudi veliko potencijala. Na koncu koncev zato, da slovenskemu gospodarstvu in pa tudi predvsem našim nacionalnim interesom omogočimo, da dosežejo tisto, kar želimo. Danes je z nami več kot 20 predstavnikov ali pa veleposlanikov tujih držav. Zagotovo bojo z zanimanjem prisluhnili, kaj je tisto, kjer mislite, da smo naredili največji, predsedovanje je seveda bila izjemna priložnost, kaj je tisto, kjer smo naredili največji vtis, s čim smo se postavili, bova pa seveda preden odgovorite na to vprašanje, pozvala tudi vse vas, da na aplikaciji Slido, zdaj bomo videli tudi kodo, poveste vašo prvo asociacijo na predsedovanje. Ampak, če vprašam vas, minister, vaše prvo asociacijo, ne glede na to, da je bilo to veliko poti, ampak vtis, vaše občutanje tega predsedovanja, kaj bi rekli? Okus je dober. Lahko rečem, da je v bistvu predsedovanje zelo zahtevna naloga iz dveh vidikov. Najprej ta notranji vidik, kjer je najtežja faza čas priprav. Ker dejansko glavno načelo predsedovanja je pričakuj nepričakovano.
približno tako, kot je prej govoril direktor. In zdaj treba je v bistvu oblikovati vse podsisteme in tudi odločevalsko verigo v tej smeri, da bo predsedstvo lahko pravočasno odreagiralo. Skratka, da ne bo ozkih grl v postopku sprejemanja odločitev. In postavlja ta sistem, preden dejansko sploh veš, s čem se boš ubadal ali pa zelo samo okvirno veš, je kar stresno delo. In ta priprava, mislim, da je vzela tudi zelo veliko energije, ampak je potem bila poplačana s tem, ko smo začeli predsedovati, je bilo v bistvu to obračanje listov v knjigi. Skratka, procedura je bila v glavi, je bila v sistemu, če je bilo A, je bil B, če je bil B, je bil C in tako naprej. In lahko rečem, da moje največje zadovoljstvo je, da smo praktično z vsakim, ki se pogovarjaš, pove, da smo presegli pričakovanja. Skratka, mi smo bili v skupini treh predsedstev, prvi, ki smo dejansko celo predsedstvo upravili v fizični obliki, vse te pomembne odločevalske sestanke, in to je pripeljalo do tega, da smo na zakonodajnem področju, na temah, na dosjejih, kjer sploh ni bilo pričakovano, da bomo dosegli soglasje, v bistvu dosegli do soglasja tako med državami članicami, kot med institucijami, torej Evropsko komisijo, svetom in Evropskim parlamentom. In mislim, da je ravno ta bera uspešno zaključenih trialogov največji uspeh slovenskega predsedovanja. Je dovolj ozaveščeno, da je lahko država, kot je Slovenija, ne majhna, ampak prav velika, da je lahko tudi mediator. Kajti zdi se na marsikakšnem področju, tudi na področju digitalne transformacije, podatkov, veliko stvari ste premaknili v tem času. Žal mi je, da morda v Sloveniji nismo dovolj vedeli ali pa ozavestili, da je to tako, ampak vidite vlogo držav, kot je Slovenija, kot vlogo tistega, ki lahko medira, ki lahko postavlja, ki lahko pravzaprav porine naprej neke stvari ne s silo, ampak z dialogom. Je bi se to edina na nek način priložnost, ki jo imamo. Za odtenek smo manjši kot Nemčija, kar pomeni, da je naša pogajalska moč, če merimo po bruto domačem proizvodu ali pa številu prebivalstva, rahlo manjša. Po drugi strani pa pomeni, da smo recimo diplomacija, ki se lahko hitro obrnemo, da lahko hitro najdemo priložnosti in niše med posameznimi problemskimi vprašanji in iščemo te rešitve, ki bi bile morda sprejemljive. Hkrati pa v posameznih zadevah lahko delujemo tudi kot proksi ali pa kot nekdo, ki lahko zbere različne informacije in na podlagi tega potem se tudi lažje odloči, ker kot nepristranski, brez nekega nacionalnega interesa, brez neke zelo jasne usmeritve, bodisi v to ali ono industrijo recimo, lahko poiščemo neko srednjo varianto, ki je več ali manj hkrati nesprejemljiva, pa sprejemljiva za vse. Ampak, če spremljamo recimo zgolj medije, se vedno zdi, da je poziv v medijih, naj se nekomu priključimo, temu vlaku, tistemu vlaku. Kakšna je vaša pozicija in vaš pogled na to? Jaz moram reči, da sem medijev zelo malo bral v času predsedovanja, pa tudi v času celega mandata. Sicer mislim, da tudi ni bilo kaj veliko za brati o delu zunanjega ministra. Ampak v vsakem primeru mislim, da je treba pogledati, kaj so naši nacionalni interesi. Potem pa se ozreti po diplomatskem trgu in iskati alianse, ki nas lahko pripeljejo do tega. In potem na podlagi tega z aktivno diplomacijo poskrbeti, da bodisi postanemo del tega ali pa da ustvarimo to, kar nam poveča našo moč. Recimo konkretno v času našega mandata, kot veste, mislim, praktično, ko sem prevzel ministrstvo, ni bilo stikov z ameriško stranjo. Na oddelku za transatlantsko partnerstvo, kljub temu, da je v strategiji zunanje politike to partnerstvo označeno kot najpomembnejšo, so delali vse skupaj trije diplomati. Skratka, v primerjavi z nekimi drugimi bistveno manjšimi državami neprimerljivi manko teh odnosov. Torej je bilo to eno od prvih teh sidrišč, kjer smo okrepili in popolnoma spremenili tok dogajanj. Skratka, postali smo aktivni iskalec stikov z Združenimi državami Amerike in lahko rečem, pogledajte, v 18 mesecih smo imeli 3 stike z zunanjim ministrom, spostavili smo strateški dialog in v bistvu celotna administracija na vseh ravneh redno sodeluje z ameriško stranjo. Enako, nismo imeli stika z državami Afrike, afriškega kontinenta,
Kot veste, od tam prihaja največji migrantski val, ne sedimo za isto mizo, kljub temu imamo pa tam neko neformalno alianso mediteranskih držav, ki se s tem redno ubada. Skratka, naš cilj je bil, da postanemo člani skupine Med7 mediteranskih držav, pač nekatere prestolnice se mora obiskati tudi 3-krat, da smo pač njihovo administracijo prepričali, da nas sprejmejo medse in smo v septembru lanskega leta postali aktivna članica tega okrožja oziroma te neformalne skupine in zdaj predsedniki teh držav skupaj sodelujejo, predsedniki vlad teh držav skupaj sodelujejo pri problematskih ali pa problemskih točkah, ki se dotikajo držav Mediterana, hkrati pa je s tem tudi njihova pogajalska moč na ravni Evropske unije bistveno močnejša. Še se bo vrnila globalnim odnosom oziroma odnosom z globalnimi velesilami. Zanima me, kaj je bila asociacija na predsedovanje naših gostov tukaj in seveda tudi v virtualnem okolju. Neko drevo se nam bo zdaj izrisalo in bova pogledala, minister, kaj so nam sporočili. Vidiva krepitev Slovenije znotraj EU, nespodobno komuniciranje, tudi to vas bom vprašala. A to, če ne svet pomeni, da je največ tega? Ne, tisto, kar je največje. Slučajno se je tako izrisalo. Dobro. Nekaj pozitivnih, nekaj negativnih asociacij. Povedali ste, da so bila pričakovanja presežena. Všeč mi je ta dialog, da ni samo dialog, verjetno multilog bo tudi potreben, ampak minister, vendarle tudi zdaj z Evropsko unijo je potrebno ne samo okrepiti svojo moč znotraj nje, verjetno na podlagi tega vsega, kar ste naredili, verjetno je naša moč, slovenska moč, moč diplomacije, pa tudi gospodarstva, tudi zato večja. Kako to ocenjujete? No, v vsakem primeru akcija povzroča reakcijo. Skratka, če ne delaš aktivnosti, ne delaš sicer napak, ampak ne delaš pa tudi nekaj, kar je v prid temu, za kar pač se zavzemaš. In v tem pogledu mislim, da je treba diplomacijo razumeti kot neko sredstvo, ki je namenjeno temu, da tistim subjektom, ki potrebujejo to mednarodno vpetost, s tem priskoči na pomoč in pomaga pri tem pogledu. Recimo, največja težava leta 2020, pa tudi do zdaj, je bilo ravno na področju gospodarske diplomacije, kjer zaradi pač omejitev pri potovanju praktično nismo bili sposobni izvesti ene gospodarske delegacije na te trge, ki so recimo za nas ključni. Vesela sem, da je danes z nami tudi šef, predsedujoči gospodarske diplomacije, gospod Šešum. Dobrodošli. Vse na koncu, verjetno, minister, je vse v ljudeh. Kako se razumete, verjetno zunanji gledalci, vedno razmišljamo o tem, da je to vse samo protokol, ampak vendarle imela sem priložnost biti na večeri, ki ste jo gostili v robu Blejskega strateškega foruma. Znali ste tudi z državami, s katerimi prej nismo komunicirali, res razviti odličen dialog oziroma tudi prijateljske odnose. Kako pomembno je to? No, lete, sej teh 104 obiskov ne bi bilo brez razvitega osebnega kontakta in tega osebnega dialoga. Jaz mislim, da imamo za vsako državo nekaj skupnega in tako kot imamo za vsako državo nekaj skupnega, ima tudi vsaka oseba z drugo osebo nekaj skupnega. In zdaj, če iščeš stvari, ki jih imaš skupne, lahko hitro najdeš stično točko in v bistvu gradiš odnos na tem. Minister, v teh dneh praznujemo eno za drugo obletnico, 30-letnico, ko so nas države priznavale. Pomemben trenutek je bil 30 let nazaj. Ali je pomemben trenutek tudi sedaj in kaj se lahko na podlagi tiste izkušnje naučimo za danes oziroma za prihodnost? No, mogoče tisto sporočilo, ki ga je prej predsednik povedal, sodelovanje, da takrat, kadar smo skupaj sodelovali, kadar smo se uskladili in smo pač skupaj zasledovali te naše nacionalne cilje, smo bili vedno uspešni. Mislim, da je to glavno vodilo teh 30 let, da se velja potruditi za dialog in da velja najdeti poti, ki nas bo popeljale do tam, kamor želimo priti, hkrati moramo pa vedeti, kam moramo priti.
Zdaj, po dosegi tistega cilja, da smo vstopili v Evropsko unijo, da smo dosegli evro, da smo vstopili v NATO, se mi zdi, da je rahlo uplahnela samozavest ali pa želja po tem, kaj želimo. Zdaj pa vemo, da smo agilno gospodarstvo, da imamo veliko prednosti, da se svet hitro razvija, da se moramo torej tudi mi razvijati, če stojimo na mestu, nazadujemo in s tem v vidu moramo poskrbeti, da v bistvu ta kapital, ki ga imamo, da se družimo z zmagovalci, no, da postanemo s tem tudi sami zmagovalci. Ko govorimo o gospodarski diplomaciji, ta gospodarski ni sam sebi namen, ni samo zato zraven, dejansko potrebe gospodarstva so, potem bova povabila seveda na oder tudi gospoda Šimonko, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, ampak če vas vprašam za to, kaj vidite kot gospodarsko diplomacijo, kaj mislite, s čim lahko najbolj konkretno pomagate gospodarstvu? To je pa čisto odvisno od trga, od branže, od dejanske potrebe gospodarstva. Skratka, naloga diplomacije je, da zna na nek način skenirati potrebe doma, hkrati pa priložnosti zunaj. In v okviru tega potem najti tiste stične točke med obema sistemoma. Nekje jih ne potrebujemo, je gospodarstvo že tako dobro zasidrano, da tega ne potrebuje. Nekje pa lahko s takšno aktivnostjo bistveno pospešiš medsebojno sodelovanje in bilateralno menjavo močno povečaš. Hkrati pa diplomacija z na nek način oblikovanjem imidža aktivne države in predstavljanjem teh prednosti, ki jih imamo, skratka z dobrim predstavništvom preko diplomatsko-konzularnih predstavništev, torej z predstavljanjem imidža, dobrega imidža Slovenije, tudi povečuje privlačnost Slovenije za tuje investicije. Skratka, mislim, da je ravno zdaj čas, ko te barijere vedno bolj padajo, hkrati se pa tudi vsi zavedamo, da postaja beseda kritična infrastruktura, pa kritične surovine, pa kritične dejavnosti vedno bolj pomembna, odlična priložnost za Slovenijo, glede na to, da imamo visoko razvito tehnologijo, da lahko veliko ponudimo, pa hkrati tudi geografsko smo na zelo dobri lokaciji. Minister, moram se vrniti k asociacijam, ki so bile tudi negativne, čeprav iščemo vedno optimistično, pa vendar bi vam želela na tem odru odpreti priložnost, da date svoj pogled. Včasih se je zazdelo, da smo bili doma res zelo kritični, govorili tudi o zamujenih priložnostih, nespodobnemu komuniciranju. Tukaj bova rekla, da morda Twitter res ne dela velike usluge, ampak vendarle me zanima, smo bili preveč kritični, smo vas preveč napadali, kajti s tem tudi nižamo ugled naše države, če nekateri tudi v tujini nekako govorijo vse te stvari, ki pa glede na to, kar ste zdaj povedali, glede na številke, glede na vse, kar ste uspeli narediti, morda ne odražajo resnice. Zdaj, vsak se mora postaviti v kožo nekoga in pogledati, kaj želi. Zdaj, če želi škodovati Sloveniji, torej če želi izvažati domače teme na evropski parket, ta povezava znotraj Evropske skupnosti in tudi v svetu to omogoča. Vprašanje je pa, če je to dobro za Slovenijo. Po mojem mnenju ni, jaz tako ne bi ravnal, ampak nisem pa nek moralni razsodnik, ki bom to razsojal. To vsak posameznik se odloči. Vem pa, da takrat, ko sodelujemo, pa če tega mašila ali pa te zavore ni, smo lahko bistveno bolj uspešni. Ampak kljub temu, ne glede na to, kako se je poskušalo recimo slovensko predsedovanje že v začetni obdobju razglasiti za, ne vem, to mi je pisalo slab začetek, pa dober konec, tega ni pisalo, no, ampak jaz dodajam. Kako je, v bistvu smo že zavozili slovensko predsedstvo, kako so bili tudi recimo posamezni evropski komisarji kritični, ampak če boste gledali izjave evropskih komisarjev, tudi tisti najbolj kritičnih ob koncu slovenskega predsedstva, ne boste našli slabe besede, ampak samo zelo pozitivne pohvale. Jaz sem šel prav namenoma potem gledati tudi sporočila teh komisarjev ob koncu drugih predsedstv, ne boste verjeli, niso bili tako eksplicitni, kot so bili po slovenskem predsedstvu. Torej spet poziv k dialogu in sodelovanju. Ja. Še vprašanje v zvezi s strateškim kompasom Evropske unije. Nedavno ste se udeležili vrha vseh ministrov. Kam strateško Evropa gre? Smo močni? Kje je naše mesto znotraj tega? Ja, zdaj to je bila tudi v času slovenskega predsedovanja ena od prioritet, skratka, da smo od teh
parcialnih tem želeli fokus usmeriti na strateške vprašanja. Ravno pandemija je pokazala ranljivnost Evropske unije, tudi odvisnost od energentov, ob teh višanih cen dodatno poudarja, podčrtuje to vprašanje energetske odvisnosti. In to so zdaj vprašanja, ki v bistvu so ključna. V bistvu vseh teh zahodnoevropskih navezavah, ne samo Evropske unije, tudi OECD, tudi NATO, ima tako imenovani strateški koncept, razmišlja o tem, kako naj oblikuje bistveno bolj odporen sistem, ki bo omogočil preživetje ali pa razvoj tudi ob izbruhu različnih kriz. Mi smo v preteklosti živeli v neki utvari, da sistem funkcionira brez težav in da lahko stroške znižujemo na minimum s tem, da najdemo nekje daleč stran proizvodne verige in v bistvu postopek funkcionira tako, da je edino, kar moraš poskrbeti, da imaš čim manjše zaloge. Recimo danes so čim manjše zaloge največja nevarnost, ker pomeni, da če nimaš dovolj surovin, ker je pač tako volatilen trg, lahko hitro ostaneš brez kupca oziroma kupec najde drugega ročnika, ki ima to stvar ustrezno organizirano. Skratka, ta razmislek se od najcenejšega usmerja k trajnostno, ne samo v smislu ekološkem, ampak tudi, da omogoča trajnostno proizvodno, torej da omogoča proizvodno, da nemoteno deluje naprej. In to so novi koncepti, ki jih pač tudi skupno 27 držav mora na nek način poosebiti, jih mora razviti in hkrati se zavedati svojih kritičnih točk, kjer mora večjo suverenost zagotoviti in recimo to je zdaj ključna tema francoskega predsedovanja, hkrati pa tudi vzpostaviti sistem, ki bo to dejansko omogočal. Pred nami je kar precej zahtevna naloga, ampak že to, da na najvišji ravni o tem govorimo, mislim, da je dober znak. To zavedanje bo še kako pomembno. Zdaj se obračam k temu mikrofonu in seveda vabim, če kdorkoli želi zastaviti vprašanje ministru, da se kar pridruži na odru. Prosim. Spoštovani gospod minister, ena od tem našega predsedovanja je bila tudi seveda Zahodni Balkan. Ne? In bi me iskreno zanimalo, kako gledate vi na pozicijo Francozov, Nizozemcev, Skandinavcev, ali bomo nekoč vendar doživeli, da bodo razumeli, da iz varnostnega in ekonomskega vidika smiselno, da se pospeši proces integracije oziroma pridruževanja, in ali pripisujemo kako realno možnost lahko, da se bomo s Hrvati pogovorili relativno hitro ali bo trajalo spet 20 let preko sodišč. Hvala lepa. Hvala lepa. Minister, izvolite, prosim. Ja, zdaj koliko časa imamo? Zaupam temu, da ste odličen komunikator, tako da imamo ga. Ja, zdaj, kar se tiče Zahodnega Balkana, mislim, da je to ena od pomembnih korakov naprej, ki smo jih v času slovenskega predsedovanja naredili. Kot veste, smo tudi Blejski strateški forum, ki je bil tudi med drugim tu omenjen med temi ključi, ki ste jih pošiljali, v bistvu prvič soočili izvajalcev ali pa predsednike vlad oziroma držav Zahodnega Balkana z ravno vizijo razprave o prihodnosti Evrope. In celoten fokus našega predsedovanja od neformalnega vrha EU Zahodni Balkan je na nek način pa do potem soglasja med državami Evropske unije o stabilizacijsko-asociacijskih sporazumih v tej regiji v bistvu dal ta fokus Zahodnemu Balkanu visoko na agendo. In naj samo omenim, da tega soglasja v dveh prejšnjih predsedstvih ni bilo možno doseči. Skratka, to je eno od pomembnih uspehov slovenskega predsedovanja. Ampak, če se boste spomnili, ko je predsednik vlade začel s svojimi kolegi usklajevati tekst deklaracije ob vrhu EU Zahodni Balkan, je bilo tam težko uskladiti celo besedo širitev v tej deklaraciji, celo besedo širitev, ampak na koncu je uspelo. In od takrat naprej ta beseda v vokabularu vseh, ki govorijo o Zahodnem Balkanu. Skratka, to je nek pomemben simbolni pomen, ki je hkrati navezan tudi na eno od alinej v tej skupni deklaraciji, ki je bila podpisana strani 27 držav EU in 6 držav Zahodnega Balkana, da bo to vrstni dialog na najvišji ravni potekal vsako leto
Skratka, nekaj, kar je postalo aktualna tema dnevnih redov na ravni EU-ja. In tudi prepričanje nekdaj skeptičnih držav je ob tej novi geostrategiji bistveno bolj dojemljivo za priključitev ali pa inkorporacijo te sive cone znotraj Evropske unije v Evropsko unijo. Tako da v tem pogledu mislim, da smo lahko pozitivni, je pa treba vedeti, da morajo tudi te države narediti pomemben reformni korak naprej. Skratka, ni to na nek način izgovor za to, da ni treba več reform delati tem državam, ampak je priložnost imajo, zdaj jo morajo izkoristiti. In verjamem, da jo tudi bodo, ker bodo tudi njihovi pač državljanke in državljani želeli, da se čim prej priključijo Evropski uniji. Zdaj, ker pa tiče odnosov za Hrvaško, pa predlagam, da berete hrvaške medije. Dobro, bomo jih prebrali, pa vas bomo verjetno še nazaj spet kaj povprašali. Zdaj pa res tudi vabim, da se pridružite na odru profesor dr. Andreja Jaklič, izvolite prosim, iz Fakultete za družbene vede, in gospod Tibor Šimonka, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, izvolite prosim. Že uvodoma smo rekli, kako izjemno pomembno je, da se pogovarjamo, da imamo dialog, trialog in še kaj drugega, pa ne samo politične stranke med seboj, ampak seveda tudi gospodarstvo, akademska sfera in seveda tudi politika, pa civilna družba. Zato najprej morda, dr. Jakličeva, gospodarski trendi, ki jih spremljate, strokovnjakinja na tem področju ste, kaj je tisto, na kar bi želeli upozoriti, kaj je tisto, kar vi vidite za leto 2022, kjer bomo morali vsi stopiti skupaj in seveda najti pravo pot za Slovenijo, slovensko gospodarstvo. Hvala lepa, pozdravljeni. Ja, teh izzivov je več, omenjeni so bili že tudi do sedaj. Negotovost ostaja, več sodelovanja vse povsod, ne? In ključni izzivi, ki so morda še bolj izraziti, kot so bili v preteklosti, ko je bila že prisotna potreba po sodelovanju, diverzifikaciji, lokalizaciji, so zdaj ravno pritiski v cenah. Če zdaj izpostavim bistvene spremembe, ki so se morda zgodile od pandemičnega leta pa do zdaj, je ta rast cen in rast stroškov, ki je morda večja, kot so jo pričakovali. V bistvu smo čez leto 2020 te spremembe spoznali, so bile podobne kot pri recesiji, ki je bila globalni recesiji nazaj, kar pa je novo, so pa te globalna tveganja, ki so večja, globalni premiki in rasti cen zaradi energentov in zaradi povečevanja stroškov zaradi zaustavljenih dobav. In kar je drugače, je morda to, da se marže in pa zaslužki manjšajo in te rastoči stroški se zažirajo v marže, v dodano vrednost in lahko zmanjkuje sredstev za inovacije. Leto 2022 je bilo po projekcijah načrtovano kot leto, ko se bodo končno spet povrnile na globalni trg neposredne tuje investicije. Vemo, da so od 2019 pa do 2020 te upadi na trgu globalnih neposrednih tujih investicij bili izredno veliki, posebej v Evropi. In te obeti za 2022 so bili pozitivni, pričakovani, se pa ta obseg sredstev, ki je bil pričakovan, zdaj zaradi rasti stroškov malce zmanjšuje. Tako da izzivov je veliko, če strnem ključne so res agilnost, še naprej trend k digitalizaciji, trend prilagajanju trajnostnih modelov, kjer gre za globalno redistribucijo, in pa glavna stvar usposabljanje zaposlenih. To je tisto, s katerim bodo podjetja, države uspela izkoristiti prednosti tehnologije in dejansko ohranjati blaginjo. Stvar morda, ki jo dr. Jakličeva niste omenili in se tudi sprašujem, ali se v gospodarstveniki zavedamo dovolj, so tudi varnostna tveganja. Minister, se zavedamo dovolj varnostnih tveganj,
na eni strani fizičnih in seveda tudi tistih cyber attacks, ki so vedno bolj, torej kibernetskih napadov. Je to nekaj, kar vas skrbi? Ja, nekaj, kar me zelo skrbi. Mislim, da to zavedanje je prodrlo v zavest slehernika, posebej, ko dnevno spremljaš kopičenje kakšnih orožij na mejah držav, ki mejijo na Evropsko unijo. Ta grožnja v bistvu postane iminentna in recimo tistih razprav po velikem poku, po širitvi 2004, ko je bilo vse optimistično, ko praktično je vse peljalo k temu, kako spone padajo in kako varnostne grožnje dejansko izginejo iz našega vsakdana. Zdaj počasi preko šokov dejansko ugotavljamo, da smo ravno zaradi tega na varnostnem področju zaspali in smo v bistvu pozabili, da v tem svetu ne mislijo in ne razmišljajo vsi enako kot mi. In ne gledajo vsi enako na varnostne grožnje ali pa na sredstva, ki so na voljo, tako kot pač kontinent, kjer že praktično 70 let ni bilo vojaškega spopada. In to nas vrača nazaj v ta razmislek o tej kritični infrastrukturi in o sistemih varnosti in kolektivne varnosti in seveda tudi investicij v to kot eno od ključnih vprašanj, s katero se moramo ukvarjati. Gospod Šimonka, kaj pa je tisto, kar vam in članom Gospodarske zbornice Slovenija najbolj ne da spati? Kaj je tisto, kar bi radi opozorili kot nevarnost in seveda tudi kasneje priložnost? Ja, hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem tukaj in na omrežju. To, kar je bilo omenjeno, seveda je najhuje. Rožljanje na mejah bo nek optimizem, ki je bil prisoten takrat, ko smo mislili, da bo energetska kriza spomladi začela pojenjati. Ta optimizem zdaj je sprhnel. Če bo to rožljanje eskaliralo, potem to pomeni, da bo cena plina še vedno na visoki ravni, to pomeni, da bo elektrika draga in seveda ne predstavljam si posledic. Mi smo naredili eno anketo zdaj prejšnji teden med našim članstvom. Ta anketa je zajela 148 velikih in srednje velikih podjetij in samo za ilustracijo, stroški energentov so se povečali v letu 2021 glede na 2020 za 18%, kar mogoče ni na prvi pogled tako strašno. Seveda veliko je bilo zakupljene energije, vendar v letošnjem letu pride račun. V letošnjem letu se bodo po napovedih teh podjetij, po anketi, ki smo izvedli, se bodo stroški za energijo povečali za dodatnih 128%, oziroma še nekaj več, če primerjamo na leto 2020. Kar seveda ob naraščajočih cenah surovin povzroča zelo veliko negotovosti. In polovica podjetij je izjavila, da vkolikor ta trend ostane, ne samo da bo še eskaliral, še naraščal, bodo dolgoročno njihov obstoj ogrožen. 28% od teh podjetij pa je menilo, da če ta trend ostane, potem bodo razmišljali o delnem ali pa celotnem zaprtju proizvodnje. Upam, da temu ne bo tako, ampak ta varnost, poleg ekonomskih nekih kazalcev in parametrov, ki so bili zdaj v zadnjem obdobju slabi, predvsem na cene energentov, o tem mislim, na težave v pomorskem transportu in tako dalje. To je seveda največja grožnja in pa seveda varnostni element. Tako imenovan shortage economy, skratka primanjkovanje surovin, dobavne verige, za katere smo že večkrat omenili, da se morajo preseliti nazaj. Kako to vpliva na slovensko gospodarstvo in kaj tukaj pričakujete od države? Z tega vidika smo mi kar dobro zvozili zadevo. Pomanjkanje surovin ali pa nekih delov, predvsem mislim na polprevodnike, nekatere strateške surovine, nikelj, kobalt, mangan, bakar in tako naprej, slovenske gospodarstvo niso tako visoko prizadele. Prizadete so tiste države, ki so na koncu
verige dobav. Naprimer, Nemčija je poraženec v tem. Nemčija seveda je tista, ki največ nekih sistemov, naprav izdeluje, dobavlja, izvaža po svetu in seveda, če samo en element, en izdelek, en sklop manjka, ne moreš sestaviti naprave, ne moreš sistema dobaviti. In oni so največji poraženci. Mi toliko nismo bili toliko prizadeti. En del naših podjetij, sicer precej pomemben, to je ta avtomobilski grozd, ki dobavlja velikim proizvajalcem avtomobilov v Evropi. Ta je bil nekaj mesecev, bom rekel, v delnem šoku zaradi ustavitve naročil iz Nemčije, iz Francije in tako naprej, ampak sicer pa ekonomija kot celota gospodarstvo je kar dobro sfunkcionirala. Mnogo večja nevarnost je seveda to, kar sem prej govoril, so cene energentov in pa surovin. Tukaj vidimo težavo, mi imamo kar dobršen del industrije energetsko intenziven, ki je tudi pretežni izvoznik. Energetsko intenzivna podjetja v Sloveniji predstavljajo približno 5% družbenega proizvoda. To je proizvodnja aluminija, jekla, papirnice, steklarne, cement in seveda te industrije so zelo prizadete. Hvala Bogu, da zdaj Evropa je razrahljala nekatere kriterije iz pakta stabilnosti, kar se tiče primanjkljajev, da lahko pač države povečujejo svoj primanjkljaj na račun ne samo energentov, ampak tudi covida, seveda, in to lajša neki to situacijo. Vendar, če bo ta, kot ste uvodoma omenila, ta varnostna tveganja, če se bojo povečevala, pa si ne znam predstavljati posledic. Slovenija je po ocenah OECD bila druga zmagovalka izhoda iz COVID krize, ki vendarle še traja, pa vendarle odlični drugi, takoj za Dansko smo bili. Se tega zavedamo in kaj je potrebno narediti, da bomo ohranili to mesto, seveda vedno želimo biti prvi, ampak vendarle biti odličen drugi je odlično v teh težkih razmerah. Kaj menite, gospod Šimonka, kaj je tisto ključno, kar lahko po eni strani naredi gospodarstvo, po drugi strani pa tudi pričakovanje do države? Ja, jaz bom šel najprej na pričakovanja. To, kar je uvodoma predsednik Borodjak povedal. Mi smo zelo nezadovoljni, čeprav je ta vlada prva in edina do zdaj, ki je sploh kot agendo postavila naprimer razvojno ali socialno kapico in pa dohodninsko reformo. Brez tega mi ne vidimo prihodnosti in to je tudi ključna zadeva, na kateri bomo mi kot gospodarska zbornica naslavljali to vlado, če bo še ostala ali pa katerekoli vlado bo. Skupaj tudi z vašim združenjem in pa gospodarskim krogom, kjer izrazim zdaj tudi svoje zadovoljstvo, da smo začeli ali pa da dobro sodelujemo in upam, da bo to sodelovanje še naprej dobro teklo. Ampak to je ključna stvar. Iz Slovenije se je v zadnjih 10 letih izselilo 25.000 više in visoko izobraženega kadra. Če to ni zadost frapanten, alarmanten podatek za bilo katero oblast, potem ne vem, kaj je lahko še huje. Če mi tega kadra ne bomo stimulirali, da bo videl svojo prihodnost, svojo stabilnost tukaj. In seveda zdaj že vidimo, te nove tehnologije omogočajo zelo hitro odseljevanje ali pa prezaposlovanje v nekatere druga področja države, ekonomije, je toliko bolj nevarno, seveda, ta trend toliko bolj nevaren. Če tega ne bomo dojeli, da je to tisto, kar je baza za visoko dodano vrednost. In brez visoke dodane vrednosti ni nobene državne ali pa visoke blaginje. Če tega ne dojamemo, potem se nam ne piše dobro. Tako da to je za mene ključna stvar. In to bi si želel, vse ostalo lahko nekako menedžiramo z vladami ali pa z socialnimi partnerji tudi. Ampak to je ključna stvar. In pa seveda izobraževanje. Izobraževanje, univerzitetni programi, ki bodo bolj usmerjeni v neke tehnike, tehnologije, naravoslovje, kot mogoče, jaz prihajam iz družbenih ved, kot preteklosti smo bili tukaj močnejši. Potem, če bomo to znali usmerjati, potem sem jaz velik optimist. Še bom prišla k vam, kaj pa bo gospodarstvo naredilo, pa vendarle, doktor Jakličeva,
mednarodni odnosi so tisto, kjer ste strokovnjakinja. Zdaj, ko gledamo, pogovarjali smo se o rožljanju, celo orožja, upala sem, da nikoli ne bo potrebno zastavljati tovrstnih vprašanj, ampak ko gledamo, kako se prerazporejajo ali pa kako se zopet ponovno dviguje ta meja med globalnimi silami, vas to skrbi, kako to gledate? Gotovo, to so resna tveganja, ki sprožajo ali pa zaterjajo pozornost vseh. In zelo nepredvidljive situacije so in resnično terjajo od politikov večji napor kot kadarkoli. Že na samem trgovinskem področju je bilo v zadnjem od leta 2016 vidna ta šibitev multilateralizma, kar je sprožal večje napore posameznih držav za različne koalicije. Zdaj, ko so pa varnostna tveganja tako intenzivna, pa absolutno je to resna skrb, ki zahteva resen angažma vseh držav in veliko pozivov na vseh ravneh. To so resne stvari, ki si jih mogoče preveč ležerno ogledujemo ali pa se ne zavedamo tega, tako kot se nismo zavedali, da so pandemije spet možne. Tako da to so zelo resna tveganja, kjer mislim, da morajo vsi akterji se zavedati, gospodarstvo, izobraževanje, politika pa posebej, da ta tveganja zmanjšuje. Tako da to je bistveno. In tudi zaupanje ljudi se lahko zelo hitro sprevrača in vidimo, kako velike stroške to povzroča pravzaprav na ravni družbe. In ljudje imajo največje zaupanje trenutno v gospodarstvo, v svoje zaposlovalce. Zelo nizka je ta raven zaupanja v druge institucije, v politike in to je jasen signal, da je treba delati še več in da je treba dati politikom, pogovorom, dialogu izjemno veliko vlogo. Tako da vsa ta prizadevanja od različnih akterjev, od različnih združenj so ta hip izjemno pomembna. Predsednik Šimonka, gospodarski krog ste omenili. Res sem tudi jaz izjemno vesela, da zdaj sodelujemo bolje, da vidimo tudi skupni fokus, pa vendarle fokus gospodarstva. Kako lahko, poleg tega, da delate odlično, da zaposlujete ljudi, mimogrede brezposelnost je res na rekordno nizki ravni, kar je seveda odlično, po drugi strani pa to, kar ste omenili, vprašanje ljudi in zaposlenih bo vedno bolj v osrčju in v ospredju, ampak ali lahko kot gospodarstvo in spričo vseh ESG ciljev smo pomemben akter tudi temu, da ne gledamo samo na svoj pod črto, ampak tudi pod črto celotne družbe. Ja, seveda, mi smo svoje delno opravili, vendar čaka nas digitalizacija, čaka nas zeleni prehod. Tukaj bojo velika vlaganja, zaenkrat nismo najbolj zadovoljni s tem, kar se načrtuje, za planirano strukturo porabe teh sredstev. Seveda se zavedamo, da je tudi da so javna infrastruktura potrebna vlaganj, vendar vemo, kje mora biti utež. Zaenkrat ta sredstva, ki so predvidena načrtovano načrtu za okrevanje in odpornost, kažejo, da bo gospodarstvo tega participiralo slabih 20%, da vse ostalo gre v druge sfere in tukaj si želimo, tako kot nekatere zahodnoevropske države, da se bo ta odstotke nagibal proti 50%. Seveda ni samo to stvar porazdelitve nekih kadrov na vladi ali pa na ministrstvih, ampak je tudi stvar sposobnosti imeti dobre projekte, ta prave projekte v gospodarstvu. Mi smo v zbornici naredili anketo 300 podjetij, ocenjujejo, oziroma smo prišli do zaključka, da je da pravih projektov, ki slišijo tako na ime digitalizacija, avtomatizacija, zeleni prehod, za 2,8 milijarde. Vemo, da je teh sredstev za dobro milijardo manj na voljo. Seveda tudi vsi ti projekti verjetno ne bi šli skozi sito neke kvalitetne presoje, pa vendar, če vzamemo samo polovico, da je teh projektov to pravih, vidimo, da ta sredstva pač na nek način ne bodo zadoščala tako za močnejši trend digitalizacije, niti za zeleni prehod. To se pravi, da bo treba
tukaj tudi prispevati svojo akumulacijo. Eden od razlogov, zakaj je Slovenija tudi tako dobro prišla iz te krize, poleg seveda ukrepov, ki so naredili svoje, ki jih je država pravočasno in dosti korektno sprejemala in izvajala, je to, da je bilo gospodarstvo in država kot taka v dosti dobrih finančnih kondiciji. Akumulacije v gospodarstvu je relativno veliko, to se pravi, podjetja so pripravljena na vlaganja, vendar za večje projekte, predvsem pa v nove tehnologije, pričakujemo, da bo tukaj pomoč okolja, družbe seveda prisotna in bo znatneje lahko zaznala te priložnosti in pomagala podjetjem, da hitreje absorbirajo te priložnosti, ki so. Dostikrat iz gospodarstva kličemo in tudi naš predsednik to pogosto omeni, da se karte delijo ponovno, da zeleni prehod dejansko je priložnost, digitalizacija tudi še zlasti za ravno prav velike države, ki so lahko tudi referenčne. Minister, ko pa pogledamo sliko Evrope, koliko inovativnih podjetij se rodi tukaj, koliko unikornov, pa žal temu ne odraža, da se zavedamo te priložnosti. Kako lahko, morda tudi s to politiko prebujate, res me zanima vaš pogled, kako narediti, da bo tudi Evropa bolj hitra, manj birokratska, kajti po eni strani pa kar spoštujemo v Evropi, pa so to vrednote. Tako da, kako to uskladiti, da bomo lahko ustvarjali zmagovalce tudi v teh časih, ko dejansko potrebno hitro reagirati, se prilagoditi in hkrati iskali balans z varnostjo. Vem, da je to izjemno težko vprašanje, pa vendarle verjamem, da imate mnenje nanj. Ja, prvo mnenje je, da ne moreš biti najboljši vsem. Skratka, vedno imaš vprašanje miksa, kaj ti je najpomembnejše. A je to način življenja, je to življenjski standard ali je to nek potencial, ki ga razvijaš za prihodnost. In tudi v dojemanju z posamezniki iz drugih držav vidiš to razliko. Recimo, če ste se pogovarjali z Izraelci, oni so vedno in survival mode. Skratka, za njih je ležanje na plaži nek greh, zaradi tega, ker v tem času, ko leži na plaži, lahko sklene nek posel. Oziroma neko dodatno varnost zagotovi svojim financam ali državi ali čemorkoli. Skratka, imamo tudi različno percepcijo, ampak prednost Slovenije je, da je tako majhna, da se lahko hitro obrne. In v sklopu delovanja v Evropski uniji, ravno s tem digitalnim prehodom, mislim, da je to lahko zlata jama za nas in tudi za slovenski podjetniški sektor. Glejte, pred pandemijo, da bi Nemcem rekli, da bo Evropska unija se zadolžila za prihodnje, da bo v bistvu način poplačila tega dolga šele z naslednjimi sklepi sprejela, torej da še nima niti infrastrukture za to, da bo pomagala za zeleni prehod, bi rekli, da se ti je malo odpeljalo. Ko je prišla pandemija, se je pa 27 držav članic, med drugimi tudi Nizozemska in zgornje skandinavske države in Nemčija strinjale o recovery fund oziroma v skladu za okrevanje. Skratka, Evropska unija se je bila sposobna, kljub temu, da je 27 različnih sistemov, uskladiti, da je to tisto, kar potrebujemo. In recimo, to je bilo tudi nauk, ki smo se ga naučili iz gospodarske krize desetletje prej, da tisto morda ni bila najboljša poteza, da je zdaj na nek način drugače k temu pristopimo in postkrizno okrevanje, ali pa smo še vedno v pandemiji, kaže, da je bila to pravilna odločitev. Zdaj pa, kako bomo pa mi to izkoristili, je pa dejansko od nas odvisno. Zdaj pa, če se vrnem tistem, kar je gospod Šimonka izpostavil, kar se tiče socialne kapice, pa izobraževalni sistem, ki se dejansko odziva na trg. Glede, ta vlada je točno to želela narediti. Ampak, ko pritisneš na ta dva gumbka, se sproži nek mehanizem v naši družbi. Demagogija eksplodira do višav. In zdaj, ko demagogija eksplodira z raznimi nevladnimi organizacijami, borci za pravice in tako naprej, za ekvilizacijo standarda vseh,
dejansko v bistvu na tej strani tistih, ki to zagovarja, zmanjka zvočnikov, ostane samo vlada. In recimo tu je moč gospodarstva izjemna. Če se kot aktivni sogovornik odloči javno in zelo jasno sodelujete v tej javni razpravi, jaz vam zagotavljam, da je ta teža v tem potem ali pa ta kazalec se bistveno lažje nagne v smer sprejemanja odločitev, ki to podpirajo. Ne nazadnje, vi ste veliki zaposlovalci, vi zagotavljate največjo zaposlenost v zgodovini Slovenije, skratka, vaš vzvod je izjemno močan in če je močen glas, je potem ta vzvod lahko tudi temu primeren. Skratka, v tem pogledu je večno moj poziv vam, da se aktivno vključite, ko ti dve temi, ki sta ključni, to se strinjam, postaneta del javnega diskurza in jasno pokažete, kako pomembno je to za prihodnji razvoj Slovenije. Razumeli smo ta poziv, verjamem, tukaj imam danes dva predsednika gospodarskega kroga, ampak verjamem, da bomo vsi še bolj glasno povedali. Včasih se nam zdi, da smo povedali že tolikokrat, pa bo potrebno ponovno. Se bom pa zdaj obrnila seveda tukaj na virtualno okolje, pa tudi proti vam. Če kdo želi ta mikrofon, skratka, če želi kdorkoli iz tukaj občinstva ali pa tudi iz virtualnega okolja zastaviti vprašanje, ste dobrodošli. Najprej pogledam tukaj le po dvorani. Drugače pa se obrnem k Vida, kakšno vprašanje, ki bi ga želeli postaviti? Mogoče, Ajša, če dovoliš, se je kar malo tudi živahna debata in nastala v klepetanju. Mogoče en komentar glede na ministrovo govor o poglobitvi odnosov z Združenimi državami Amerike. Z nami je tudi odpravnica poslov Susan Falarko, pa samo na kratko preberem en komentar. Ekonomska diplomacija niso le sodelovanje držav pri povečanju izvoza in investicij, ampak je tudi sodelovanje skupaj na temo standardov in norm v nekem poslovnem okolju. To je bil komentar odpravnice poslov. Sicer pa mogoče vprašanje, pa bi ga kar prepustila Nini Pejić. Vprašanje pa zelo aktualno, boste videli, zakaj, če se nam Nina oglasi. Nina je sicer tudi enčen top potencial. Nina, boš vklopila zvok in kamero? Ja, pa nam slišite? Ja, mene slišite? Slišimo, Nina, izvoli. Ja, jaz bi stavila vprašanje glede ekonomskega sodelovanja, ki za mene ne bi smelo imeti zidov. In zanima me, kako planira ekonomska diplomacija povečati trgovinsko sodelovanje predvsem z državami na ekonomskem vzponu. Vemo, da so zakoni zelo stabilni, da so nekako izpostavljeni, kot ste se dogovorili, kako pa bomo z državami vzhoda, z državami Azije. Hvala lepa, Nina, za vprašanje. Minister, to je verjetno vprašanje naslovljeno na vas. Izvolite, prosim. Ja, zdaj prek različnih na nek način gradacij sodelovanja, od tega, da končno vzpostavimo diplomatske stike z njimi, torej na tej bilateralni izmenjavi, zato sem tudi sam se zdaj po dolgem času prvič srečal z posameznimi zunanjimi ministri centralno-azijskih držav, pa tudi držav Indo-Pacifika, ki postaja nekako tudi v strategiji Evropske unije eden od osrednjih vsebinskih ali pa tematskih področji razprave. Potem v naslednji fazi temu sledi izmenjava gospodarskih delegacij, tudi to imamo v načrtu. Potem v naslednji fazi pa seveda tudi širitev diplomatsko-konzularnih predstavništev in tudi v tem pogledu je bila naša diplomacija zelo aktivna. Ker smo ravno v hotelu Slon, bom težko rekla, da je tam velik slon v sobi, ker smo kar v hotelu Slon, ampak vendarle Kitajska je vprašanje, ki verjetno je v zraku, pa ga nismo zastavili. Lahko morda komentirate tudi ta del? No, lahko rečem, da je tako v zunanje politični strategiji kot v strategiji ekonomskega sodelovanja Kitajska označena kot primarni trg. Veliko slovenskih podjetij sodeluje s Kitajsko. S Kitajsko imamo sicer zelo neenakomerno porazdeljeno izvoz-uvoz, večinoma uvozimo in bistveno manj, mislim, da 5-krat manj izvozimo. Ampak v vsakem primeru mislim, da je to sodelovanje pomembno za pomemben sklop slovenskega podjetništva in v tem pogledu lahko samo rečem, da
diplomacija pač spodbuja tovrstno sodelovanje in tudi krepitev tega sodelovanja. Danes je z nami tudi ruski veleposlanik, ga pozdravljam v virtualnem okolju. Še vaš pogled na sodelovanje z Rusijo? Zdaj, odnosi z Rusijo so v veliki meri vezani z temi 5 načeli, ki jih je Evropska unija sprejela. Skratka, v sklopu tega Evropska unija temelji na vrednostnem sistemu in dialog v tem pogledu z Rusijo poteka v okviru teh skupnih 5 načel. Posebej pomemben se mi zdi spoštovanje tega 4. in 5. načela, torej people to people, in skupno ukvarjanje z temami, ki presegajo te bilateralne odnose, to so predvsem varnostne grožnje, to so terorizem, pa tudi zelena agenda, in v tem pogledu mislim, da tu je treba krepiti odnose, v ostalih stvareh pa mislim, da je kar nekaj odprtih vprašanj, ki jih je treba razrešiti. Kar pa seveda ne pomeni, da gospodarsko sodelovanje ne sme potekati. Tu pa seveda mislim, da tudi ob mojem obisku v Moskvi, mislim, da smo tudi z tem našim podjetniškim grozdom, ki sodeluje z Rusijo, imeli zelo odprte odnose in smo seveda poudarjali pomen tega gospodarskega sodelovanja. Hvala lepa. Veliko smo zdaj govorili predvsem o sodelovanju z državami, tukaj seveda je prostor za gospodarsko diplomacijo. Se je pa potrebno zavedati, kako izjemno pomembno je tudi sodelovanje s podjetji. Zato vabim gospo Alenko Mejač-Krasink, tudi partnerko današnjega poslovnega zajtrka Viza. Hvala lepa, Alenka, da ste nas podprli, da tole skupaj lahko imamo ta pogovor. Moje vprašanje, Viza, seveda vsi pomislimo takoj na plačevanje s karticami, ampak imeti tako velik sistem v državi, ki ustvarja ekosisteme, tudi ostale, še kako pomembno. Morda vprašanje za vas kot Viza, kot pomemben integrator finančnega sektorja in plačil, zakaj je pomembno in na kakšen način ustvarjate pomembne povezave? Ja, hvala za tole iztočnico, hvala za vabilo in za priložnost, da vas sploh nagovorim. Ja, mi smo pač podjetje za plačilno tehnologijo, razvijamo digitalno plačevanje, tukaj smo strokovnjaki. Naša misija je, da povezujemo svet, povezujemo ga preko najbolj varne mreže, številnih finančnih institucij, številnih posameznikov, številnih trgovcev, ekonomij. Izjemno veliko, danes smo veliko govorili že o varnosti, temu posvečamo posebno pozornost. Seveda inovacije morajo biti, ampak varnost je pa osnova in v zadnjih 5 letih recimo smo več kot 9 milijard dolarjev namenili prav za graditev ali pa nadgradnjo naših sistemov, da so dovolj varni, varujejo pod zlorabami, pred kakršnimi koli vdori in pa za neko operativno trdnost, če lahko tako rečem. Tako da v bistvu vidimo se kot nek integrator finančnih institucij, plačilnih institucij. Po izkušnjah vemo, pa tudi študije to kažejo, da kartična plačila zelo pozitivno vplivajo na veliko, ne samo na ekonomijo, ne samo na posameznika, ampak tudi na ekonomijo. Recimo ravno v novembru je Moody's Analytics objavil en zelo zanimiv podatek in na podlagi študije med 70 različnimi ekonomijami so prišli do spoznanja, da 1% rast kartičnega poslovanja v bistvu prinaša 0,14% rast bruto družbenega proizvoda, GDP-ja. Mislim, to so res take presunljive, ampak številke. Na drugi strani druge študije potrjujejo, da v bistvu kartično poslovanje, digitalno plačevanje pomeni tudi zmanjšanje sive ekonomije, povečevanje vključenosti vseh socialnih skupin. Skratka, res veliko teh pozitivnih učinkov ne samo na mene kot posameznika, ampak na ekonomijo. Mi se vidimo kot en integrator, mi se vidimo kot deležnik, ki lahko pomaga razvijati in digitalizirati, voditi tudi postopke digitalne transformacije. V bistvu se na nas že in v Evropi in po svetu tudi različne vlade, združenja obračajo in mi s svojimi izkušnjami seveda z veseljem pomagamo. In tukaj, Alenka, je verjetno ravno to pomembno, da tudi med vladami in velikimi sistemi ne gre za lobiranje, pa vendarle naj gre za sodelovanje, iskanje pozitivnih stvari. Večkrat smo omenjali seveda tudi dobavne verige, pomen transparentnosti
pomen varnosti in Visa tudi v evropskem in svetovnem prostoru, tako kot ste rekli, marsikaj naredi. V Sloveniji, kaj je tisto, kar je vaš ključen poziv, kaj lahko naredimo tukaj vse skupaj kot gospodarstvo, politika, akademska sfera, zavedanju tem? V bistvu imamo dve priložnosti, vidimo, da jih imamo v Sloveniji. Slovenija je zelo že razvita, znamo, razumemo brezstično tehnologijo, smo med vodilnimi državami na svetu po penetraciji brezstičnih plačil in v bistvu torej ga razumemo, se ne bojimo uporabljati digitalnega plačevanja, ampak vendarle še opažamo, da nimamo vse povsod možnosti v bistvu plačevati na ta način. In v bistvu eden izmed apelov bi bil, da pravzaprav poskušamo razmišljati v to smer, da bi v bistvu tudi potrošniki imeli možnost izbrati, kako bodo plačali, ali bodo plačali gotovinsko, ali bodo plačali negotovinsko. Torej v bistvu razmišljati o tem, da bi bili vsi ponudili možnost plačevanja z vsemi relevantnimi plačilnimi sredstvi, ali je zdaj to gotovina ali pa katerokoli drugo digitalno plačilno sredstvo. To je definitivno ena smer, če lahko še ta druga smer, ki pa v Sloveniji smo res zelo, se mi zdi, naklonjeni trajnostnemu razvoju. In od posameznika do same države. In urbana mobilnost in seveda je ena izmed naših prioritetnih projektov. Vse to vidimo, da je to tudi del našega načrta za okrevanje. In pravzaprav tukaj imamo še zelo veliko priložnosti. Nevšečnosti, ki jih imamo, ko potujemo ali pa uporabljamo javni prevoz, so tako velike, da jih ljudje pač javnega prevoza ne uporabljajo več, kot bi ga sicer lahko. In želeli bi si, da spet z našim znanjem, z našimi izkušnjami v bistvu prepričamo, da v bistvu bi lahko za potovanje tudi po Sloveniji uporabila kartico, ki jo že imam v žepu, ali pa telefon, ki ga že imam v žepu, v kateri imam kartico, da bi pravzaprav potovala enako po svetu. Že danes recimo Slovenci lahko potujemo po Evropi, gremo v London, v Milano, Ostravo, Bratislavo, pa lahko uporabimo svojo kartico, ki jo imamo v žepu, ampak tega ne moramo storiti v Sloveniji. Torej dva konkretna poziva, pa še tretji naj ga dodam, več dialoga in naj se ne bojimo velikih sistemov, ki lahko veliko prinesejo. Alenka, lepa hvala. Ja, veliko govorimo o trajnostnem razvoju, o zelenih tehnologijah. Včasih se že pojavi prezasičenost, tako imenovani greenwashing, ne znam niti slovenskega izraza najti. Andreja, je to nekaj, kar je res preterano? Je to nekaj, kar je priložnost? Je to priložnost za Slovenijo, ki je naklonjena temu? Ne nazadnje imamo tudi v ustavi pravico do vode, kar je pomembno. To je pomembno. Zdaj, če vprašamo podjetja, bodo velikokrat sama še rekla, da je več marketinga kot dejanskega spreminjanja, ampak nedvomno je pomembno. Mislim, da je Slovenija prostor, kjer je trajnostno mišljenje zelo prisotno. In veliko rešitev, ki smo jih imeli že od nekdaj, pri kakšnih rešitvah, ki smo jih vzpostavljali v Evropski uniji, naprimer kompostiranje ali pa nekaj takega, imamo pravzaprav zgodovinske tradicije. Veliko je inovativnih novih rešitev na strani podjetij in tukaj je velika priložnost za to, da se te rešitve ponujajo naprej. In svet je v globalni transformaciji. Zeleni prehod pomeni redistribucijo virov, spreminjanje standardov, to je ogromna revolucija, paralelno z digitalizacijo poteka in tukaj bi bilo napačno, da bi bili opazovalci ali pa pozni uporabniki, ampak imamo vso priložnost, da smo prvi uporabniki, prvi na trgu in tudi prvi pri snovanju standardov in dogovarjanju standardov. To seveda stane, ampak vidimo, da na evropskem trgu mnogi gredo naprej, velika podjetja celo v svojih internalizirajo stvari do te mere, da pravzaprav grejo celo na svoje nizkoogljične transportne flote in podobno. Tako da tukaj je stvar, kjer je spet potreben večji dialog, ogromno
ogromno rešitev je na gospodarski zbornici in mislim, da v vseh teh klastrih so bili izjemno aktivni. Moram reči, da tudi med samimi mladimi ljudmi, med študenti je ta zavest izjemno visoka, ne, ravno zdaj tudi na fakulteti, na celi univerzi pregledujemo, kako trajnostno smo, kako so prisotne vsebine v učnih načrtih, v raziskovalnih delih in da je tukaj potencijala še veliko več, kot ga znamo pravzaprav skomunicirati že sedaj, ne, potem pa seveda tudi še prenesti v prakso. Absolutno je to stvar, kjer je spet potreben dialog. Res je in tukaj je še en poziv, ki se pa strani Strateškega sveta za digitalizacijo Vlade Republike Slovenije kar naprej pojavlja in se mi zdi, gospod Logar, da ima podoben gumbek, kot ste ga prej pokazali, da se vse ustavi in sicer, da bi računalništvo in informatiko čim prej tudi uvajali v osnovne in srednje šole, da ne bomo zgolj potrošnik, ampak predvsem inovator. Skratka, kar nekaj stvari, kjer se te gumbki prižigajo. Zato mogoče, gospod Šimonka, seveda, ko govorimo o minimalni plači, gospodarstvo ni proti visokim plačam in si želimo verjetno višjo rast tudi minimalnih plač, ampak ne neosnovano. Ali je gospodarstvo pripravljeno na to pomembno transformacijo, ampak na drugi strani se vračam spet nazaj k temu, kar je rekel minister, kar neprestano ponavljamo, razvojni kapici. Ne moremo imeti enega, ja, drugega ne. Smo pripravljeni, je gospodarstvo pripravljeno? Ja, kot ste lepo povedala, eno brez drugega ne gre. Ne? Zdaj, kar se minimalne plače tiče, smo tukaj vodilni v Evropi. Razkorak med minimalno plačo in pa povprečno plačo najmanjši. Ne? Imamo tudi, smo na 8. mestu v Evropi, glede višine minimalne plače, glede dodane vrednosti pa daleč od 8. mesta. To se pravi, tukaj to, kar želim povedati, brez tega, da je neka korelacija med rastjo dodane vrednosti in pa nivoja plača, pa tudi s tem seveda tudi minimalne plače, ne bo šlo. Če bomo mi samo ta trebuh povečevali, ob tem ne bo rasla dodana vrednost, potem bo zelo hitro prišlo do večjih zlomov in pa težav v podjetjih in s tem tudi v državi. Tako da menim, da smo tukaj padli na izpitu in tudi zdaj tile pritiski socialnih partnerjev na uni strani, da je to povečanje premejhno, so popolnoma, nimajo nobene osnove. Je res, da je bila inflacija 4,9% v preteklem letu, res je, da eno leto prej je bila negativna za 1,1 odstotno točko, v redu, vendar da nekdo ob tem, da je eno leto pred tem bil dvig za 9%, ne? In zdaj dodatnih 4,9% še, bom rekel, joka, da je ta dvig premehen in da zdaj zganja neke aktivnosti v tej smeri, da bi vlada sprejela neki korektiv k temu, seveda je to nezaslišano z naše strani. In mi smo, hočeš nočeš, imamo neko strukturo gospodarstva, ki je taka. Mi ne delamo veliko high-tech proizvodne, dragih sistemov ne prodajamo, nismo globalni playerji, nimamo kritične mase v ekonomiji. Imamo precej velik odstotek predelovalne industrije, med drugim smo sicer tretja najbolj industrializirana država v Evropi, vendar to še ne pomeni, da smo bogati po tem. Veliko je te industrije, kjer je še ta moment minimalne plače oziroma plač na nižjih nivojih zelo pomembno za konkurenčnost, še nekaj časa bo to dejstvo obstalo. In ne moramo zdaj zaradi tega, ker bi želeli več, vsi bi želeli več, zdaj seveda uničati še to konkurenčnost, ki slabi že zaradi drugih elementov, med drugim zaradi rasti cen surovin in energentov, kjer vemo, da mi nimamo seveda svojega potencijala, smo zelo odvisni od tega, med drugim naša blagovna menjava v zadnjih 2 letih se zelo neugodno poslabšala. Cene vseh teh uvoznih izdelkov iz uvoza rastejo mnogo hitreje kot naše končne cene, kar pomeni, da povsod tam, kjer mi ne moremo tega povečanja cen implementirati do prodajne cene, seveda zgubljamo na konkurenčnosti in seveda ta trend ni dober. Čeprav ta trenutek imamo izredno dobro, visoko raven povpraševanja po slovenskih izdelkih, to se pravi, da je knjiga naročil, kakor mi po domače pravimo, je polna in za letošnje leto jaz predvidevam zelo dobro gospodarjenje in dobre rezultate.
če seveda ne bo prišlo do nekih drugih eskalacij, ki jih ne moremo ta trenutek niti predvideti, niti kaj šele amortizirati. Tako da tukaj vidim problem. To zavedanje je, bom rekel, pri naših zaposlenih mnogo bolje in pozitivneje, kot je pri vrhu neke socialne politike ali pa sfere ali pa voditeljev v sindikalnih organizacijah ali pa kakšnih nevladnikov in tako naprej. Če tega ne bomo razumeli, bomo imeli težave. In verjetno spet vloga za gospodarstvo, da znamo tudi svojim zaposlenim bolje in bolj odločno povedati. Doktor Jakličeva, opažate, da se slovensko gospodarstvo transformira bolj proti tier 1 dobaviteljem? Je to trend, je to želja, je to vizija? Ja, to je želja in vizija, je pa naporen korak. Zdaj to lahko opazujemo prek dveh kanalov, da tako rečem, v samih proizvodnih verigah ali pa recimo tudi v klastrih pa v teh predelovalni industriji dejansko je to prisotno. Sicer je manjši delež teh podjetij, ki to zmore, ampak vendarle aktivne premike delajo. In to se vidi tudi na agregatnih podatkih, kjer je tudi v evropskih verigah vrednosti ves čas bila prisotna ta dihotomija center-periferija, kjer je vzhodna in srednja Evropa bila nekje na periferiji in na spodnjih delih, se pa v zadnjih 5 letih veliki premiki dogajajo oziroma že zadnjih 10 letih in tukaj je opazen trend, ki je v CE, v državah srednje in vzhodne Evrope, bistveno bolj intenziven, da se zmanjšuje del domačih verig, globalno makroekonomsko, in povečuje del globalnih verig. Pri čemer je še zanimiv ta preskok, da se te države intenzivneje vključujejo v bolj kompleksne verige, ne samo enostavne. Se pravi, te, ki jih je, in izziv tega pa je velik, v bolj kompleksnih verigah je orkestriranje, kot temu rečemo, bolj zahtevno. Tukaj je zares potrebna velika agilnost, velika usposobljenost in seveda velika digitalna podpora. In na kratek rok tukaj ni prirasta profitabilnosti. Mi smo namreč povezovali podatke po kompleksnosti verig po panogah z mikroekonomskimi podatki in dejansko se to kaže, da tukaj da je to tek na dolge proge, ki je zahteven in se ne pokaže takoj v produktivnosti in dodani vrednosti. Mi pa vemo, da v bistvu po produktivnosti v slovenskem gospodarstvu imamo težavo. To, kar je bilo prej izpostavljeno, ta pritisk na plače pravzaprav ni upravičen glede na prirast produktivnosti. Včeraj je šlo novo poročilo o produktivnosti z Urada za makroekonomske analize in razvoj in ta zaostanek je velik. In spremembe na strani podjetij so intenzivne, se dogajajo. Seveda ta prirast se bo pa šele pokazal, če bodo te trendi se nadaljevali in je treba vztrajati. In to so priložnosti, bi rekla, ker zdaj je ta velika transformacija, pandemija, digitalizacija, zeleni prehod in mentaliteta v tej regiji je drugačna v primerjavi z Zahodno Evropo, kjer tudi na strani podjetij je pogosteje slišati zdaj samo vedenje, kaj lahko spremenimo. Ni več, ne moremo spreminjati, ne želimo spreminjati, ampak dejansko je v tej regiji in tudi na strani slovenskih podjetij dnevno vedenje, kaj lahko spremenimo, kaj lahko izboljšamo in to je tisto, kar se na koncu okaže. Kar nas lahko navda z optimizmom, ampak tudi na ta tek na dolge proge bo potrebno pripeljati vrhunske šprinterje, zdaj seveda govorim tudi o talentih. Minister, vaš pogled na to, kako lahko Slovenija postane bolj privlačna ne le za lastne talente, da ostanejo tukaj, ampak tudi za tuje talente, da pridejo sem, pa seveda ne bom zanemarila vseh ostalih zaposlenih, ki so tudi pomembni. To pa je zdaj res opozorilo, veliko opozorilo. Skratka, talenti, minister, kako bomo naredili Slovenijo privlačno? Tukaj tudi verjetno je neka vloga zunanje politike. Tukaj je v bistvu vloga vseh, ki sodeluje, na koncu tudi izobraževalne sfere, minister za gospodarstvo, Slovence po svetu, službe za digitalizacijo. Skratka, treba je oblikovati okolje, ki bo privlačno za te, ki zunaj verjetno zaslužijo precej več kot v Sloveniji in da pač ne bodo prišli nazaj zato, da bodo
mlatili prazen krožnik, ampak verjetno pričakujejo, da bodo približno enak standard ohranili tudi v Sloveniji. Po drugi strani je pa tudi treba spremeniti to percepcijo. Jaz se spomnim nekaj razprav v slovenski javnosti, ko nekdo, ki je bil vrhunski strokovnjak na kakšni od mednarodnih univerz, za slovensko univerzo ni bil primeren, ker ne znam razložiti, zakaj. Skratka, ta zaprtost, ta ohranjanje statusa quo, to je treba odložiti na stran, zdaj je pač čas, ko se je treba prilagajati in ko se bo družba na ta način pregnetla, da bo sprejela to in da bo na koncu koncev vesela in srečna, da nekdo to znanje, ki ga je tudi dobil nekje drugje, je pripravljen deliti doma, ko ga bomo tak kader v bistvu znali objeti, takrat bo ta sprememba naredila. Lahko rečem, da pogovori na vladni ravni v tej smeri potekajo, kako to okolje narediti čim bolj priljudno, čim bolj odprto. Hkrati smo tudi izpostavili ali pa okrepili dialog z vsemi temi aliansami slovenske inteligence oziroma strokovnjakov v tujini, ki se združuje po posameznih asociacijah in na ta način iščemo priložnosti in možnosti, da oblikujemo skupaj neko okolje, ki je bolj prijetno. Na koncu koncev, jaz sem v strateški svet zunanjega ministrstva uvrstil nekoga, ki je pač v Silicijevi dolini eden od velikih strokovnjakov in na ta način dodal ta vidik v pripravo zunanje strategije slovenske zunanje politike. Hvala. Odprtost, dialog res kliče k temu. Za konec, to je prvi zajtrk v tem letu. Misel za leto 2022, zelo na hitro, vsem trem enako vprašanje. Minister, začnemo pa z vami. Za leto 2022. Leto polno izzivov, tako kot vsa leta do sedaj in vsak se mora na svojem področju maksimalno potruditi. Super, hvala lepa. Doktor Jakličeva. Ja, zavest, da smo hvaležni za to, kar imamo in da se trudimo za izboljšave na dnevni ravni na majhnih stvareh. Hvala lepa. In gospod Šimonka. Ja, nič novega ne bom povedal, to, kar je bilo že danes povedano, sodelovanje, povezovanje in nadejam se jaz tudi to, kar je Blaž povedal, neke pametne, dobre, velike koalicije v Sloveniji. Najlepša hvala vsem trem odličnim govornikom, hvala Viza in hvala vsem vam, da ste aktivno sodelovali tako v virtualnem kot v tem okolju. Res sodelujmo, kultura dialoga je ključ. Hvala vam lepa. Najlepša hvala.